Ker želi občinska uprava občine Sevnica do oblikovanja končnega predloga proračuna za leto 2020 pridobiti še neposredne pobude strani občank in občanov, je ideja v proračun uvesti vzvod participativnega proračuna. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občani s svojimi predlogi. Danes v sodobnem svetu, v sodobnem načinu elektronske komunikacije odpiramo tudi ta način participativnega proračuna, kjer najprej zbiramo predloge, projekte, ureditve, nekako od vseh ljudi na elektronski način, čim bolj neposreden, in potem v okviru občine, krajevnih skupnosti in civilne družbe bodo ti predlogi ocenjeni in vključeni v proračun. Participativni proračun je nadgradnja omenjenega, s čimer želijo še nadgraditi sodelovanje občanov s konkretnimi predlogi. Verjamem, da bo šlo za veliko predlogov različnega obsega, ki bodo nekako pripomogli k kvaliteti življenja in bivanja posameznikov in skupnosti kot celote, kajti velikokrat se nekako drobne, majhne stvari ne opazijo, posamezniki to opazijo, pa je včasih nekoliko težje podati tak predlog in odpiramo tudi ta vrata, da participirajo z svojimi predlogi nekako v proračunu. Svetniki so predlog na seji občinskega sveta po razpravi s kar nekaj pripombami podprli. Občani lahko svoje predloge oddajo do 30. junija. Tudi podaljšujemo čas zbiranja teh predlogov in verjamem, da bodo občani se dobro odzvali in podali svoje predloge na kratek, jasen način, zato da sodelavci lahko potem tudi na take predloge odreagirajo in jih ocenijo in glede na možnosti vključijo v proračun. Kvota namenjena razdelitvi na participirane pobude je 120 000 evrov. Glede na značilnosti posameznih krajevnih skupnosti so pri pripravi participativnega proračuna za leto 2020 določili 6 območij razporejanja dela proračunskega denarja. Gre za na nek način princip, da na vseh področjih občine se enakomerno vključujejo ljudje z predlogi, občani s temi predlogi. Mislim, da ni najbolj bistveno, kako so opredeljena območja in niti koliko je sredstev. Najbolj bistveno je, da pravi predlogi pridejo na pravi naslov, da se najprej na tej osnovni strokovni ravni občinska uprava opredeli, ali je občina pristojna ali ni pristojna, in da se na drugi ravni potem predstavniki krajevnih skupnosti in civilne družbe na nek način opredelijo, kater predlog je pomembnejši, da se umesti v proračun. Ali v okviru nove postavke ali v okviru obstoječih postavk, kjer se vzdržujejo ceste, urejajo javne površine in podobno. Okvir je potrebno postaviti, poudarja Ocvirk, in ta je zdaj postavljen. Pričakuje, da se bo ta okvir skozi izkušnjo izvrševanja participativnega proračuna le še izboljšal. Na eni strani pričenjamo s to obliko, na drugi strani pa imamo zelo veliko izkušenj z sodelovanjem z občani. Veliko je sestankov z društvi, veliko je sestankov s krajevnimi skupnostmi. Preko teh že obstoječih nekako oblik sodelovanja in stalne povezanosti z občani pridobimo zelo veliko informacij, ki bodo preko instrumenta participativni proračun tudi še dopolnjene.